prosili gospod Mileno, da tale odmev predaje, no potem bo pa imela tudi dvorana, priliko, da še kaj vpraša, pa morda komentira. Izvolite, gospod. Silva, spoštovana prijateljica, čas, v katerem živimo, res rabi izvire vedrine. Ob dogajanju, ki zajema ves svet, je lepo in hvalevredno, da nas kdo spominja na možnost vedrine. Hvala za tako delovanje. Vedrina, ki izhaja iz odnosov, je tebi že vedno srčika bivanja. Odnosi v družini med možem in ženo, med očetom in materjo, med starši in otroki, med otroki doma in zunaj doma, med prijatelji, med učitelji in učenci, med sodelavci. Odnosi, ki omogočajo uvid v globino dogajanja, ki omogočajo tankočutnost dojemanja, ki sočutjem prinašajo reševanje preizkušenj in spoznanje, da je življenje kljub vsemu lepo, kot razmišlja Karel Gržan. Odnosi, ki sprožajo ali celo večajo sile ustvarjanja v težkih življenjskih situacijah, v zaupanju v Gospoda, gospodarja življenja. Z dobrimi odnosi se dogaja tudi nadgradnja. Ta dozoreva v zmožnost sporočanja težkih preizkušenj, v zmožnost pričevanja, v zmožnost poučevanja. To, draga prijateljica, ti uresničuješ v izrazih, ki se spreminjajo iz jaz v ti, v midva, v mi, v oni. Odnosi, na katerih temelji tvoja sporočilnost, kaže na možnost lepega doživljanja zgoščenosti življenja v generaciji, med generacijami, staršev, otrok, vnukov, tudi v stiskah, ki se zdijo nepremagljive. In mogoče to omogoča tebi, da ohranjaš v srcu mir, ki ga svet ne more dati, zaupajoč v izvor vedrine, Gospoda, ki tako tolažilno vendarle vse vodi, za vse ve in nam pomaga živeti. Hvala, Silva, za izvire vedrine, za izvire, ki nosijo v sebi tudi vedrino za naslednje rodove. Te besede je letošnjega septembra v Škofji Loki napisala Silvina prijateljica Antonija Križaj. Hvala lepa. No, vedno dam še besedo vam, komentarje, vprašanja. Vam prijetno dolžnost, da opozorim na odpremo. Vidimo naslovnico, ki jo je pripravil, publikoval Klemen Kunaver. Oblikovanje, ni povedala fotografija pogovora, vsekako je postrešen, posrečena se imamo občutek, da del tega čudovitih cvetov, ujavljeno tudi ni, še prej je ujela gospa Silva Matos, to sem spremljil besedi napisal, da bi če bila beseda postala. No, ampak, kaj je še posebej pomembno, je, da se moramo zahvaliti pa za Andreju Šeguli, a ne za, da je podaril fotografije tej knjigi, ki bi rekel, niso ilustracija tega, ampak gospa Silva rada teži z drugimi, ampak se mi zdi, da se pravi sobrati postal nekako so avtor te knjige, ali kot je pokojni Tonko Marojevič rekel, da je prvota ta ilustracija poprema knjiga, da je to igranje na kjer je štiriročno. In hvala lepa gospod Matosovi, da z mojim sobratom bila pripravljena igrati štiriročno. Tukaj. Zdaj pa
Ja, najprej se bom zahvalil tudi naši članici, dragoceni članici našemu Mateškemu redu, ki je bila večkrat z nami v Lurdu in resnično to vedrino delila s tistimi najbolj potrebnimi, z ubogimi, s trpečimi, ko se je takole, vsaj do zdaj letos ni bilo to možno, zbiramo člani Mateškega reda v Lurdu, zdravi, bolni, taki, drugačni, vseh, bi rekli, teh spektrov, tudi lahko rečemo psiholoških. Tam sem z veseljem opazoval, kot z veseljem opazujem delo vsakega našega člana in moram reči, da se je to zelo hitro videlo, kar se je tudi prelevilo v besede in to dragoceno knjigo, ki sem jo, tudi kordiger, ampak nisem prišel do konca, kaj žlahno se mi gotovo še čakam, treba še ponoviti, tako da se res zahvaljujem za to. Bi pa v tem mestu, oziroma v tem trenutku, vprašal predvsem to vedrina, ki jo človek ima, ki je, tako rečemo, tudi poseben Božji dar, da najdeš te nastavke v sebi, kako to deliti z ljudmi, kako pristopiti, ne da bi ob tem rekel, češ hodi za menoj in glej, kaj jaz imam, pa boš morda kaj dobil. Kako je ta način, kako vam uspeva, kar se tudi vidim tudi nam kot ena popotnica, ki nismo tako v psiholoških sferah, kar je pa zelo pomembno, da človek tudi pozna in ve, kako pristopiti. Jaz mislim, da no, to bi mogoče Andrej, boje vrt lahko kaj povedal, ampak vsekakor bi rekla, da je zelo pomembno osnovna drža, da daš drugemu tudi prostor. Torej, da nisi ti, ne gre tukaj za neko poživljanje drugih, tako da neskončno dolgo pripovedujem nekaj smešnega, pač na pol smešnega, pa meni se zdi to dobro, pa ne vem, kaj na drugi strani se dogaja. To je zelo bistveno bolj pomembno, da poslušam in da začutim, kaj je s tem človekom tistega, kar je zelo dragoceno, kar je pomembno, da začuti v tem odnosu kot spodbudo in da se mi zdi, da je ta vedrina včasih izrazito spodbuda tudi pri ljudeh, ki so v resnični stiski. Ker je pa taka tenkočutnost potrebna, ker hodiš po robu, da ni to neko posmehovanje, pa nekaj, kar ti pač čutiš kot humor, pa kot spodbudo v resnici, pa na drugi strani človek čisto v drugem svetu. Torej, ta občutek, kaj se dogaja s tem človekom. In včasih na ta način z vedrino premostiš tisto blokado v človeku, da lažje potem pogleda še z drugega zornega kota, malo drugačnega vidika, da začuti malo več svetlobe, da ni vse tako temačno, tako turobno. In da začuti, da je obup pravzaprav zadnje, kar v življenju se dolotevali, da paziš na tiste ljudi, ki so resnično zelo potrebni nekaj spodbude. Je pa to zelo individualno. Res je, to ni kar splošnega pravila. Tukaj ni recepta. Tukaj je treba pristnost, odprtost, resnično, ta iskrenost in da zasleduješ to, da je na drugi strani ta enkraten Božji otrok, ki ima sigurno hrebenenje po ljubezni, čeprav nekateri zanikajo in se navidezno branijo in je nočejo. Hvala lepa za to spoznanje, ker ste bili zvan, gospod Andrej, kaj dodal. Težko kaj dodati, gospod Silvija, ne? No, najprej moram reči, da smo uživali v tem pogovoru in da on je bilo 4-ročno, ampak 6-ročno igranje. Vsaj 6-ročno. Jaz imam ta privilegij, da si mu poznam že 62 let. Najprej,
Ampak je manjši. Torej, Milana pa enih 50. In vedno znova, ne samo s knjigami, ampak tudi sicer s svojim delom, svojim pričevanjem, vzbudi pozornost. Ne v tem, da bi se izpostavljala, ampak v tem, da je težko spregledati tisto njeno, omenili smo danes slišali modrost in veselje in ljubezen. Vse to izhaja tudi iz enih knjig, ki so tukaj navzoče. Jaz moram reči, da s veseljem pričakujemo nadaljevanje. Pri tem pa seveda občudujem zlasti tisto, kar bi v enem takem skromnem poimenovanju lahko rekli, da je pogum. Pogum na osebni ravni, namreč nič koliko razlogov bi lahko videli, zakaj bi se zgrnili nad sonce vedrine in veselja in sreče oblaki, ki bi jih marsikdo prepoznal kot take, ki so zagrnili. Ljubezen med Milanom in Silvo in njun neverjetni optimizem zagotovo zasidran v veri, vse to premaguje in v tem je dragocenost tistega pričevanja. Ne pozabiti napisati to, zato ker bomo iz tega zajemali, namreč te knjige se res ne berejo, ampak se prebirajo, kot se prebirajo kakšne dragocenosti in vedno znova se pojavi kakšno dragoceno besedničenje. Hvala lepa, gospod Andrej, ampak glede, vedno je vsaki kompozicija je tema, ki se ponovi v finalu, zato je prav, da slišimo na koncu še glasbo z besede za zaključek, potem pa že tako ne povem, da je, kot je gospa Ljubnica povedala, je knjiga na razpolago po promocijski ceni. Lepo prosim, da tisti, ki jo boste nabavili, potem imate razdaljo 1,5 metra, če boste stali vrsti, da bi gospa podpisala. Mimogrede, ostale 3 knjige, ki so tle razgrjene, jih je izdala Celovška Mohoreva, Nadalje družina, njen distributor, prav tudi dobite v knjigarni družine. In moram se tudi zahvaliti naši gospe urednici. Veste, kako bi rekel, včasih rečeš, to je pa odlično delo, tu pa nimam veliko dela. Ja, s toliko večjo previdnostjo to vzameš roke, da nadstane. Tako da hvala lepa za vaše delo tudi za Lužnici, da nas je povabila tukaj, ampak kot sem rekel, zaslišimo v finalah glasbe še našo gospo Silvo. Gledala sem njegov obraz, nemočen, bled je počival na blazini, oči pa so jih žarevale neko posebno svetlobo. Govorile so o življenju, naju, o hvaležnosti. Uprla sem se tesnobni skrbi, kaj bo z nama. Hvaležnost je bila tako močna, da se je mir, ki presega vsak razum, naselil v najni srci. Radosti ljubezni ne moreš doseči, če stalno iščeš kompromise. Le z odprtostjo, ko si vztrajno prizadevaš odkrivati globino drugega, le ko se mu s čuječnostjo približaš, mu prisluhneš srcem, slišiš njegovo globino, zaslutiš, kaj je najbolj bistveno zame. Tu se pojavi čudovita priložnost, da se učiš, da to učenje sprejmeš kot odločitev za nadaljevanje poti. Ko se očitno kaj obrne narobe, me zamika, da bi ponovno videl samo slavo. Ako je najtežje in se počutiš mizerno, nisi sam. Vedno v veselji in v bolečini je s teboj Gospod. S
Sprejmem šibkosti svoje in drugega. Pomembni sta duhovna rast, molitev in to je bistveno izhodišče za držo radosti življenja. Spomnim se modrine neba, ki je med zelenimi drevesi še bolj modra. Vrhovi borovcev so obrobljeni s čarobno modro barvo. Kot bi moj zeleni lesk oči povečal modrino tvojih. Na tvojih ustnicah zasije žarek smehljaja, ki se razširi po vsem obrazu, tudi čez bolečino v tvojem telesu. In v srcu je tiho zadoščenje po enosti, ki je večna, ki ne mine, ki je radost v